imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Pa predno bomo slišali zopet eno zgodbo iz Svetega pisma, ki je Božja beseda, zmolimo kesanje. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Tako in zdaj se obrnemo še k nebeškemu Očetu, k Bogu in ga pozdravimo in počastimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Tako, zdaj bomo slišali pa o tem, kako je imel Jezus rad otroke, ne samo odrasle, tudi otroke. Nekega dne so prišli k Jezusu neke matere s svojimi dojenčki in majhnimi otroki. Želele so, da bi se jih učenik dotikal in jih blagoslovil. Jezus je bil zelo zaposlen z množicami in učenci so opazili, da je utrujen. Pojdite proč, so rekle matere. Učenik je preveč zaposlen, da bi zapravljal čas za otroki. Matere so žalostno se obrnile. Eden od dojenčkov pa je zajokal in kmalu so se mu pridružili še drugi. Jezus se je hitro ozrl in videl, kaj se je zgodilo. Nikoli ne odganjajte otrok, je ostro rekel učencem. Moje kraljestvo je namenjeno ljudem, ki postanejo podobni otrokom. Ti so polni zaupanja, ljubezni in ponižnosti. Pustite otrokom, naj prihajajo k meni. Vrnite se, so klicali učenci za odhajajočimi materami. Ko so otroci zagledali prijazni Jezusov obraz, so nestrpno pritekli k njemu. Matere so previdno dvignile svoje dojenčke, da bi jih Jezus blagoslovil. Najprej je vzel roke jokajoče. Brž ko jih je prijel, so utihnili in se zazrli vanj z velikimi očmi. Ko jih je zopet izročal materam, so zadovoljno grgrali v njihovih naročjih. Majhne otroke je Jezus dvignil in vsakega posebej stisnil k sebi. Nazadnje je polagal otroke na glave večjih otrok in jih blagoslovil. Učenci so ga začudeno opazovali. Učenik jih je vedno znova presenečal. Zdelo se je, kot da zanj ugledni ljudje, kot so bili na primer farizeji, sploh niso pomembni. Zdaj pa toliko časa in truda posveti materam in otrokom. Matere so na to rekle: čas je, da se vrnemo domov. In otroci so skakaje med smehom in pesmijo na ustih odhajali. Dojenčki so že spali v naročju svojih mater. Tako, no, tukaj smo slišali, kako se je Jezus srečal tudi z otroci. Najprej so bili ti otroci pač v naročju mamic, ki so jih merkale, nekateri malo večji so skakali okrog. In mamice so želeli, da bi Jezus blagoslovil te otroke. Ne? No in so kar malo bile vsiljive za učence, vsaj zato so učenci bili malo nestrpni. So mislili, da Jezus nima časa za otroke, da otroci niso tako pomembni. Posebej še v tistem času otroci res za mnoge niso bili pomembni. Ne? Kaj je bilo takrat? Mož je bil glavni, žena je bila lastnina moža, ne? Ker so
možje so kupili žene, so morali, tako kot muslimani danes še delajo. Ne? On kupi ženo in je žena njegova lastnina in če ni zadovoljen z njo, jo vrne. A res lahko zamenijo? Lahko vrne, lahko še eno kupi, še več jih lahko kupi, če imajo denarja, ne, to je tako. No, zato Jezus pa ni tega odobraval, ne. Jezus je rekel, ne, mož in žena sta eno, Bog je hotel, da sta eno. Ločitveni list, to so imeli prakso, Judje že v Jezusovem času, če kdo ni bil zadovoljen, da je dal ločitveni list. Se pravi, je napisal, nisem zadovoljen in je vrnil družini, tako da je prišla. So ga Jezusa so vprašali, se to sme narediti, Jezus rekel, ne. Zaradi vaše trdosrčnosti je to Mojzes dopustil, ne. Ampak v začetku pa ni bilo tako. Bog je ustvaril moža in ženo, da bosta skozi skupaj, ne. No in tako v Jezusovem času je bila tudi ta pač oblika oziroma možnost, da so se nekateri ločili in potem še enkrat poročili. Nekateri so pa, se pravi, ohranili ta način poligamije več žena, kot so muslimani in še nekatere druga, različna plemena so imela takšne načine. No in to je pač drugačen pogled na življenje. Jezus je tukaj pokazal, kako spoštuje vsakega človeka, tudi ženo in mamo. No in otroci, če je bila žena last moža, otroci so bili pa skrb žen. Žene so morale skrbeti za otroke, se pravi, so bili kot neke vrste privesek, ne, ki je bil odvisen najprej od mame, potem pa tudi od očeta in od vseh ostalih. Ampak otrok je vedel, jaz ne morem brez staršev, ne. In se še danes, če se vpraša otroka, čigav si, pove, čigav je, ne, od katere mame, od katerega očeta in staršev, ne. Tako da otrok brez staršev je nebogljen, se sam ne more pomagati, ne. Zato Jezus tukaj pokaže, da ga zanimajo tudi ti otroci in kako jim je pomagal. Pravi, da je polagal roke nanje, pomeni, da jim je hotel pokazati eno pozornost, da so tudi otroci pomembni, da je tako kot tistega, ki je bolan, ga je ozdravil, da je položil roko Jezus nanj, tako tudi otroku, da mu je dal mir, da mu je dal eno občutek varnosti in pomembnosti. No in zato učenci tega takoj niso razumeli in so celo grajali mame. Pustite otroke, pustite doma ali pa dajte jih stran, da ne bojo tukaj Jezusa motili. Ampak Jezus je kar postal kot malo nezadovoljen, nevoljen, ne. Pravi, pustite, kaj jih zdaj tukaj tele otroke stran naganjate, se takih je nebeško kraljestvo, pravi Jezus. Zakaj? Ker ta otrok vse sprejema, ne? Otrok je preprost, je iskren, zaupljiv in se uči od odraslih, ne? On tisto naredi, kar vidi pri odraslih. Ne toliko, kaj sliši, ampak kaj vidi. Ne? To nekako otrok tudi posnema. No, in tako je Jezus želel pomagati, da bi ti otroci spoznali, da so pomembni in tudi starši, da bi se zavedali, kako so otroci pomembni, kako torej, je treba otroke vzgajati. Brez vzgoje potem otroci ne dobijo tistega, kar bi lahko dobili. No? Tako da se vidi, kako so nekateri otroci vzgojeni, eni pa niso vzgojeni. Ne? In tisti imajo težave sami in imajo drugi težave z njimi, če niso vzgojeni. Ne? No, Jezus pravi tudi, kdor ne sprejme Božjega kraljestva, kako otrok ne more vstopiti v Božje kraljestvo. Spravi, da se lahko tudi odrasli od otrok nekaj naučimo. Ne? Učimo ravno te odprtosti, tega zaupanja, tudi
to, da pač majhen otrok zaupa tistemu, ki ga ima rad. Ne? In to tudi otrok pokaže. Ne? Pokaže, če čuti, da ga ima nekdo rad, se mu upa približati. Ne? Če pa čuti, da je nekdo slabe volje ali pa da ga ne mara, takega se pa otrok tudi hitro izogiba in beži pred njim. Ne? No, tako da Jezus želi otrokom pokazati tudi na tak način, da jih je blagoslavljal. Ne? Blagoslavljal. Jezus ne samo, da je položil roke nanje, no, dober si, miren bodi ali pa karkoli, ampak da jih blagoslovi. Blagoslov pa pomeni, da na njega pokliče Božjega duha, Svetega duha, Božjo pomoč, da to, kar otrok rabi, dobi tudi preko tistih, ki jih ima Bog na razpolago. To so angeli, to so naši krstni zavetniki, svetniki. In torej blagoslov pomeni tudi spremstvo vseh teh naših nevidnih tudi prijateljev in dobrotnikov. No, zato je pomembno, kako mi poznamo Boga, kako poznamo Jezusa, kako se mu bližamo in zakaj ga tudi prosimo. Ne? Da ga prosimo za tisto, kar potrebujemo, ne za bombone, daj mi bombone, ampak daj mi blagoslov, daj mi Svetega duha, daj mi v srce ljubezen, daj mi veselje, mir, daj mi modrost, te darove, ki jih človek potrebuje. No, zato bomo zdaj zapeli še pesem. Jezus ljubi vse otroke. Vse otroke, ne glede na to, kakšne barve so, kakšna velikost, kako so veliki in tako naprej. Ne? Dobro. Jezus ljubi vse otroke, malče vse na svetu tem. On ne gleda barve las, niti barve kože ne. Jezus ljubi vse otroke zemeljske. Jezus prosi za otroke, malče vse na svetu tem. On ne gleda barve las, niti barve kože ne. Jezus ljubi vse otroke zemeljske. Jezus stal je za otroke, malče vse na svetu tem. On ne gleda barve las, niti barve kože ne. Jezus ljubi vse otroke zemeljske. Jezus blagoslavlja otroke, malče vse na svetu tem. On ne gleda barve las, niti barve kože ne. Jezus ljubi vse otroke zemeljske. Tako in zdaj se obrnimo še k angelom varuhom in molimo. Sveti angel varuh moj, bodi vedno ti z menoj. Stoj mi noč in dan na strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom. blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha, naj pride nad vas, naj vedno med vami ostane. Amen.